Z tem prvim delom smo seveda zadovoljni, zato ker smo se pripravljali praktično en teden skupaj, predtem pa vsaka država približno pol leta na svoji ravni. Tako da tisti, kateri bi lahko videli, kaj se je dogajalo od prejšnjega ponedeljka do danes, lahko vidimo velik napredek. Seveda to, kar ste tukaj videli, je bila demonstracija. Demonstracija izven taktičnega okolja, tisto, kar se lahko prikaže na tak način. Vi, ki prihajate iz televizije, bi lahko rekli tisto, kar se da posneti. Ampak za vojake je pomembno, da procedure in tehnike izvedbe izvedemo korektno. In to so korektno naredili. Seveda ne v taktični situaciji. V taktični situaciji tega posneti ne bi mogli. Tako da z delom vojakov na terenu sem zadovoljen, vsekakor. Z delom poveljstva, štabnih častnikov, pa vam lahko povem v petek, ko bo vojak končan. Na Kosovo se v bistvu odpravljate, koliko vas ve? Na Kosovo iz slovenske vojske odhajata dve četi pod poveljstvom podpolkovnika Baša. To je ta podpolkovnik, kateri je vodil to predstavitev tukaj. On bo namestnik poveljnika bataljonske bojne skupine v Peči, ki jo bo vodil italijanski polkovnik, kateri mu je tokrat pridodal sile sem. Torej danes je Boštjan Baš poveljeval, na Kosovo bo ta italijanski polkovnik poveljeval. V bistvu dve italijanske čete in dve slovenske čete bosta na Kosovo skupaj delovala. Enako, kot delujejo naše čete že do sedaj. Tako da na Kosovo je za nas zadeva, katero ponavljamo. Kakšni so pravzaprav stroški te celotne vaje? Stroški celotne vaje, direktno samo vaje, so bili predvideni 150 tisoč evrov. V tem trenutku, do tega trenutka smo porabili 110 tisoč evrov. Vendar moramo pozoriti, da to niso celotni stroški, ker v njih so vračunane naše plače, v njih ni vračunano vse tisto, kar bojo Italijani in Madžari plačali. Torej gorivo, katero oni plačajo, hrano, katero plačajo. Sporazum med državami je, da kar vsak porabi, tudi sam plača. Ob tem seveda bo neki skupni stroški. In ti skupni stroški so všteti v teh 150 tisoč evrov, za katere smo prepričani, da jih ne bomo presegli. Pa to zadostuje za nemoteno izvedbo, oziroma drugače, če bi pred nekaj leti, ko je bil še obrambni proračun nekoliko višji, bil danes višji, bi verjetno tudi več potrošili, oziroma je bila obširnejša vaja. Ja, verjetno bi več potrošili, zato ker bi delali še po noči, kar zdaj ne bomo, na primer. Mi smo tudi na vaji, smo imeli v petek, prejšnji petek največ ljudi, 1300. Zaradi tega, da znižamo stroške, je od teh 1300 že tam nekje 550 jih odšlo domov. In čim končajo svoj del, odidejo. V nasprotnem bi verjetno ponavljali, bi vadili večkrat. Veste, da samo vaja dela mojstra, torej zdaj se moramo zadovoljiti z določenim standardom in ne moramo iti do konca.